spoštovane udeleženke, udeleženci, dragi kolegice in kolegi. Danes vam bi približal nekaj več o psihološkem ocenjevanju digitalnih odvisnosti in bi začel mogoče z nekaj izhodišči na področju psihologije, ki so pomembna za nas, da lahko tudi to področje bolje razumemo. Torej, psihologija kot veda pravzaprav je že na prelomu oziroma na polovici prejšnjega stoletja se je pravzaprav opredelila kot neka veda, ki združuje prakso in znanost. Ima bogato empirično tradicijo in temelji na nekem razumevanju vzročno-posledičnih odnosov, od sebe terja dokaze za naše ugotovitve in seveda si trudi prizadevati za etiko in varnost uporabnikov naših storitev. In to velja tudi za področje psihološkega ocenjevanja. Prenesti to empirično tradicijo na področje psihološkega ocenjevanja je tudi eno od prizadevanj Erika Youngstroma, ki se ukvarja s tem, kako neke principe, ki so se osnovali v medicini, prenesti prav na področje psihološke diagnostike. In zanj psihološki inštrumenti pravzaprav izpolnjujejo 3 funkcije, ki so zelo pomembne. Eno je napovedovanje, torej kakšno duševno motnjo, kakšne težave, simptome ta oseba izkazuje. Drugo je, ali lahko s pomočjo teh informacij bolje načrtujemo psihološko obravnavo, pa psihiatrično zdravstveno obravnavo te osebe. In tretjič, ali so lahko neka psihodiagnostični inštrumenti uporabni za spremljanje napredka osebe tekom psihoterapije. In za vsak korak na tej poti so ključne različne značilnosti teh inštrumentov, o čemer ne govori psihometrija, ki je pravzaprav veda o tem, kako natančno in dobro lahko merimo neke duševne procese z različnimi inštrumenti in pristopi. In kot sem omenil, Youngstrom deluje te 3 področja, ki vam jih bom nakratko predstavil, potem pa se nanja navezal pri ocenjevanju digitalnih odvisnosti. Ena je torej ta funkcija diagnoze, podajanja, odkrivanja diagnoze, ki nam omogoča neko izhodiščno oceno in v katero vključimo vse od informacije o sami prevalenci pojava, da potem začnemo z neko izhodiščno oceno, pa vse razpoložljive vire podatkov od svojcev, morda šole in osebe same. In to je v tem primeru so neke druge značilnosti pomembne, psihodiagnostičnih inštrumentov, to je veljavnost, kako dobro razlikuje med posamezniki z različnimi diagnozami nek določen inštrument. Ko gre za načrtovanje intervencije, gre tukaj za neke druge vrste informacij in podatkov. Torej, ali nam lahko rezultati tega vprašalnika pomagajo izbrati med različnimi psihoterapevtskimi, farmakološkimi in drugimi oblikami intervencije, da tej osebi kar najbolje pomagamo. In ne nazadnje lahko uporabljamo psihodiagnostične inštrumente za spremljanje neke intervencije. Ali se je po nekaj seansah našega dela s tem klientom njegove klinično stanje izboljšalo. Tudi to je pomembno, morda celo najbolj pomembno, kajti seveda, če napredka ni, zahteva to neke drugačne nove intervencije. In kot bomo videli, pravzaprav nam žal manjka tudi inštrumentov, ki bi bili prav za te klinične namene izoblikovani, tukaj nas še veliko dela čaka tiste izmed nas, ki smo dejavni na področju psihološkega ocenjevanja. Če smem predstaviti nekaj recimo psihometričnih značilnosti inštrumentov, pa se bom samo dotaknil posameznih področij. Recimo tukaj pod prescription, kjer je zapisano, recimo ugotavljamo, da kadar poskušamo si priti na jasno, kakšno obliko intervencije oseba potrebuje, je zelo pomembna skladnost med ocenjevalci glede nekega vprašalnika ali pa metode. To, da so si med seboj skladni in se skladajo o tem, kakšna intervencija bo za tako vrste profila značilnosti primerna. Recimo za spremljanje procesa je zelo pomembno, da imamo dobro neko konstruktno veljavnost, da naši inštrumenti vključujejo neke posamezne podelemente, ne recimo, če se vrnem recimo na to sliko, ko govorimo o depresiji, lahko vidimo, da s to lestvico merimo anhedonijo, negativno razpoloženje, skupno lestvico, da lahko recimo različne komponente nekega bolezenskega pa patološkega procesa natančno merimo in spremljamo tekom obravnave. In recimo za razpoznavanje diagnoz pod rubriko prediction je pa diskriminativnost zelo pomembna. Torej, kako dobro lahko ločimo posameznike z različnimi motnjami med seboj. Recimo danes bom govoril o tem, da inštrumenti, ki smo jih razvili za slovensko okolje,
lahko ločijo osebe, ki so bodisi zasvojene z igranjem videoiger ali pa zasvojene s spletom ali pa imajo težave na obeh področjih. Ena od informacij, ki jo pogosto pogrešamo v sodobnih priročnikih za vprašalnike, psihološke teste, informacija, pravzaprav, katere vrste psihoterapija ali pa farmakološka terapija bo osebi pomagala. Temu v angleščini rečemo prescriptively, torej neka veljavnost z vidika predpisovanja obravnave. Razlog za to je, da pogosto založniki psiholoških testov in vprašalnikov imajo še vedno premalo stika s psihoterapevti in tistimi, ki so vključeni v procese zdravljenja in zato teh informacij ne zbirajo tako pogosto. Upam, da se bo to s časom še spremenilo. In ne nazadnje, seveda ta občutljivost na intervencijo. Opozoril bi, da mnogokrat na področju klinične psihologije otrok in mladostnikov, psihoterapije otrok in mladostnikov, so terapevtski učinki razmeroma majhni. Nekje, če pogledamo glede na velikost učinka v kontekstu stalne deviacije, od 0,6 do 0,3 stalne deviacije, kar je razmeroma majhen učinek in ga včasih z nekimi standardnimi vprašalniki težko zaznamo. Tako da vi, kot tisti izmed vas, ki ste uporabniki psiholoških, psihodiagnostičnih sredstev, je pomembno, da imate to v mislih, ko jih uporabljate za sledenje nekega psihološkega procesa ali pa intervencije. Zdaj, običajno, ko nekoga srečamo, ko se sprašujemo pravzaprav, ali bi ta oseba lahko imela neko motnjo, recimo tudi zasvojenost, neko od digitalnih zasvojenosti, se postavlja vprašanje, kako pogosto pa je sploh to v prebivalstvu. In dr. Pontes je lepo predstavil, kaj je najbolj pogosta prevalenca motnj na področju digitalnih zasvojenosti, vse kar se tiče zasvojenosti od videoiger. Poleg tega se je pa pomembno zavedati, da kadar imamo opravka z otroci, mladostniki in duševnem zdravju, se je potrebno zavedati, da se je ta sopojavnost duševnih motenj zelo velika. Zato kolegi, ki zastopajo na dokazih osnovano psihološko ocenjevanje, ki se s tem ukvarjajo, predlagajo, da je pomembno tudi posameznikom dati vprašalnike širokega spektra. To je vprašalnike, ki zajamejo raznolike simptome duševnih motenj, tako torej anksioznosti, depresivnosti, kot vedenjskih težav, zlorabe psihoaktivnih snovi in podobno. In ko zberemo te informacije, potem predlagajo, da preko postopnega algoritma začnemo z nekimi vprašanji o prisotnih dejavnikih tveganja, o prevalenci, nato si natančneje izoblikujemo predstavo o tem, s kakšnimi težavami se oseba sooča z nekimi širokospektralnimi vprašalniki in nato točne opredelimo težave, recimo z nekim bolj specifičnim vprašalnikom digitalne odvisnosti. In tako potem lažje pridemo do nekih verjetnosti, kaj lahko izključimo in kaj moramo podrobneje pri nekem klientu opredeliti. In ko izberemo inštrumente za to, in to se potem tukaj bo navezovalo naprej na digitalne odvisnosti, se moramo postaviti nekaj osnovnih vprašanj. Torej, ali ta vprašalnik pokriva prave vsebine? To tudi na področju digitalnih zasvojenosti ni trivialno vprašanje, kajti kot bomo videli, se v zadnjem času pojavlja vse več oblik vedenja, ki jih lahko štejemo pod zasvojenosti z nekimi digitalnimi mediji. Zato je pomembno se vprašati, ali moj klient izkazuje neke bolj specifične oblike digitalne zasvojenosti. Ali je tak vprašalnik zanesljiv, kakšne rezultate mi bo dal, ko ga bom ponovno uporabil, ponovno uporabila, in ali rezultati sovpadajo z drugimi inštrumenti, ki merijo nek podoben konstrukt. Seveda tudi je za nas ključnega pomena, ali napoveduje neko specifično diagnozo, a razlikuje med različnimi kliničnimi skupinami, recimo tistimi, ki so že bili deležni zdravljenja in tistimi, ki šele v vanj vstopajo in tako dalje. In pri tem si se lahko pomagamo strokovno literaturo, ki sem jo za vas danes tudi poskušal zbrati za področje digitalnih odvisnosti. Ampak izpostavi pa predvsem to spoznanje zadnjih 20 let psihološkega raziskovanja na področju uporabe psiholoških testov. Odgovornost je vaša, torej tisti izmed vas, ki uporabljate psihološke vprašalnike, psihodiagnostične inštrumente, ste tisti, ki ste dolžni zagotoviti, da se tak inštrument uporablja primerno, da se uporablja neki populaciji, za katero je bil razvit
in da okoliko prihaja do nekih odstopanj, pravzaprav na te tudi upozorite. In tudi na vas je, seveda, da spremljate kot recimo ob tem dogodku neko relevantno strokovno dogajanje na posameznem področju psihološkega ocenjevanja oziroma strokovnem področju, na katero se vprašalnik nanaša. Pa se dotaknemo tega prvega cilja diagnostične opredelitve, kot jih je opredelil Eric Youngstrom za digitalne odvisnosti. Profesor Pontes je lepo razložil tudi vse kriterije, tako po APA, tem okvirnem konceptu, kot tudi po konceptu Svetovne zdravstvene organizacije. O prevalenci je bilo tudi marsikaj rečenega. Morda v preteklosti so bile ocene prevalence manj jasne, ker so šele z leti izoblikovale končne definicije posameznih področij. Za vas pomembno je to, da tisti izmed vas, ki se ukvarjate, z otroci, mladostniki, se boste s tem fenomenom zagotovo srečale v svoji klinični praksi, bodisi v sklopu zdravstva, šolstva ali tudi sicer. Kar metaanalize kažejo, še posebej za zasvojenost z videoigrami, je ta večja prevalenca pri moškem spolu, tako pri mladostnikih kot odraslih. Nekatere metaanalize kažejo tudi postopno povečevanje s časom, se pa seveda to zelo razlikuje glede na podane definicije in specifično digitalno vedenje. Izpostavil bi tudi knjigo našega predavatelja današnjega, ki ne navaja v svoji knjigi oziroma avtori, drugi v njej, izpostavljajo različne oblike vedenjske zasvojenosti. In kot vidite, bom jaz danes, ko bom govoril o psihološki diagnostiki, se dotaknil samo dveh, in to je zasvojenostjo z igranjem videoiger in pa z zasvojenostjo z internetom oziroma spletom. In zato opozarjam, da lahko seveda eden od vaših klientov ima tudi bolj specifično obliko vedenjske zasvojenosti in te vprašalniki morda ne bodo idealno sredstvo zanje. Tukaj nas čaka še veliko dela, tiste izmed nas, ki se s tem ukvarjamo, da razvijamo tudi bolj specifične inštrumente za te bolj specifične oblike digitalnih in vedenjskih zasvojenosti. Ko govorimo o vedenjski zasvojenosti in še posebej o digitalnih zasvojenostih, bi izpostavil, da je za njihovo razumevanje tudi pomembno širše razumevanje psihopatologije kot bodisi dimenzionalne ali kategorične. Kaj s tem mislim? To je tisto tipično vprašanje, ali je neko vedenje, recimo neka digitalna zasvojenost, zgolj ekstrem nekega običajnega vedenja, ali je pa kvalitativno drugačno od nekega običajnega vedenja, ki ga lahko zasledimo pri ljudeh. In to vprašanje pravzaprav buri področje klinične psihologije in psihiatrije že desetletja in ugotavljamo, da nekatere motnje so bolj prvo, torej recimo v primeru depresivnosti lahko neko zmerno težjo depresijo vidimo kot nek ekstrem, medtem ko pri nekaterih drugih motnjah, vključno z nekaterimi zasvojenostmi, gre morda za kvalitativno nekaj drugega. In to je pomembno, da razumete zato, ker smo potem je to sooblikovalo naš pristop k razvoju teh inštrumentov v slovenskem prostoru. In tako pravzaprav mi lahko uporabimo neke statistične postopke, ki nam pomagajo prepoznati te kvalitativno drugačne skupine oseb, ki se v svojem vedenju, v svojih odgovorih na teh vprašalnikih razlikujejo od drugih. To nam tudi omogoča nekaj drugega, da pravzaprav poskušamo tudi oceniti prevalenco teh skupin in pa, ko najdemo te skupine v naših podatkih, te naše najdbe podkrepiti z nekimi ugotovitvami, kako se tudi sicer vedejo te skupine. Za slovensko jezikovno in kulturno področje smo skupaj s Centrom za psihodiagnostična sredstva predvideli 3 vprašalnikov za digitalne odvisnosti. 2 za področje odvisnosti od interneta, to je eden je avtorice Emily Young in The Brew z leta 2010, to je malo daljši vprašalnik z 20 vprašanji, še vedno razmeroma kratek za izpolniti, in njegove postavke zajemajo kompulzivno rabo, izgubo nadzora, neke negativne posledice, zanemarjanje vsakodnevnega življenja. Potem naslednji 2 pa pravzaprav temeljita na kriterijih, ki jih je profesor Pontes že predstavil v prvem predavanju, in to so prilagojeni kriteriji iz DSM-a za patološko hazardiranje oziroma igranje na sreče, prirejeni pa tako, da vključujejo teh 9 kriterijev, v primeru lestvice IDS-9-SF
za odvisnost od interneta in v lestvici IDGS 9CF za odvisnost od zasvojenost od videoiger. In tako pravzaprav nam te lestvice omogoča prvič neko kvantitativno oceno, kako zelo izraziti so te simptomi pri osebi, in drugič lahko tudi nekateri raziskovalci jih uporabljajo, da pogledajo, ali je prisotnih teh 5 kriterijev, recimo zelo pogosto ali pa vedno pri neki osebi, za katero sumimo, da je lahko potem prisotna ena od oblik digitalne odvisnosti. V sklopu naše priredbe smo, kot sem že omenil, želeli najprej opredeliti neke rizične skupine, kajti potrebovali smo neko podlago, da opredelimo, kaj so kritične vrednosti za prepoznavo te skupine oseb, ki potrebuje, ali pa pri katerih je povečan sum na možno prisotnost digitalne odvisnosti. Poleg tega smo tudi potem želeli v sklopu naše normativne skupine ločiti tiste zgolj škodljivo rabo, kot smo danes slišali, je tudi izrazitost seveda različna. Določena skupina lahko se s tem sooča na ravni neke škodljive rabe, bolj manjša skupina pa z samo zasvojenostjo. In nenazadnje se moram zahvaliti tudi društvu Logout, ki nam je pa pomagalo vključiti tudi manjšo skupino njihovih uporabnikov, otrok in mladostnikov, tudi odraslih, ki so pa bili vključeni v njihove programe obravnave digitalnih odvisnosti, praviloma odvisnosti, zasvojenosti od videoiger in pa delno tudi zasvojenosti od spleta. To zbiranje podatkov je še potekalo pred časom pandemije korona-19, je vključevalo vprašalnike, ki sem jih omenil, vprašalnik spoprijemljalnega vedenja, ki ga bom predstavil kasneje, in pa vprašalnik o demografskih podatkih in uporabi digitalnih naprav. To je bilo tudi za nas zanimivo pogledati z vidika razumevanja teh skupin, ki smo jih prepoznali. Uporabljali smo večjo normativno skupino mladostnikov, povprečju 14 let starih, tam nekje od 11 do 18, in pa, kot sem že omenil, eno manjšo klinično skupino uporabnikov programa društva Logout. In seveda te podatke smo statistično analizirali, pogledali značilnosti teh vseh vprašalnikov, ki bom še predstavil. Predvsem smo bili pa osredotočeni to, da prepoznamo, kaj so te naše latentne skupine, rizične, ki so pomembne, probati opredeliti tudi neke kritične vrednosti, kako jih lahko dobro opredelimo, tudi oceniti, ali se to ujema z nekimi tujimi podatki in ugotovitvami, in pa opredeliti tudi te skupine z vidika njihovega digitalnega vedenja. In nenazadnje preveriti, ali so te naše ugotovitve tudi se potrdile v naši klinični skupini. Kar smo še ugotovili je za naš Internet Addiction Test, ki je pravzaprav bolj obsežen vprašalnik, ki vključuje 20 postavk, smo skladno z predhodnimi metaanalizami na številnih raziskavah iz različnih držav z obsežnimi podatki izločili 3 lestvice. Eno splošno, potem pa 2 vidika, ki sta se nam zdela tudi lahko pomembna za obravnavo teh otrok in mladostnikov ali pa tudi odraslih, in to je pomanjkljivega samonadzora in čustvene kompenzacije. Ko rečem čustvene kompenzacije, pravzaprav govorimo o tem, da so osebe, ti otroci, mladostniki ali pa mladi odrasli, uporabljali njihovo zasvojenost za regulacijo njihovega negativnega afekta. In te naše rešitve v sklopu slovenske standardizacije so se lepo ujemale tudi z ugotovitvami tujih avtorjev v tej metaanalizi. In to so bili naši rezultati. Kot vidite, so bile, tukaj prikazujem rezultate za zasvojenost od interneta. Skupina latentna, ki smo jo prepoznali za zasvojenost, je bila cirka 6,5% otrok in mladostnikov in so se na vseh teh lestvicah, torej na tej skupni, pomanjkljivega nadzora in čustvene regulacije, bistveno odstopali od ostalih skupin, ki so mnogo manj izrazito poročali o teh simptomih. Istočasno smo pa prepoznali skupino za prekomerno rabo, te je bilo pa približno 15%. Kaj je bilo značilno za tiste zasvojenostjo? Statistično pomembno so bolj pogosto posegali po prepovedanih vsebinah na spletu, čeprav majhen, pa vendar statistično pomemben delež je tudi hazardiral preko spleta, bolj pogosto so uporabljali tablice ali pa neke druge inštrumente, predvsem pa to, kar je bilo danes že izpostavljeno, preživeli so bistveno več časa na spletu, bodisi na dan ali pa na tedenski ravni. Med njimi smo v naši raziskavi prepoznali nekaj več mladostnic. Neki podobni trendi so bili opazni tudi pri prekomerni rabi, tudi v tem primeru je bil delež časa, ki so ga preživeli na spletu, kar precej večji od ostale populacije.
Nekoliko drugačne ugotovitve so bile za tiste, ki so bili zasvojeni od videoiger v naši raziskavi. Prvič, tudi oni so bolj pogosto posegali po prepovedanih vsebinah, bolj pogosto so seveda igrali spletne igre, bolj pogosto uporabljali tablice, več je bilo pripadnikov moškega spola, približno 2,5-krat več, pogosteje so bili to mlajši mladostniki in ponovno ta čas na spletu je bil bistveno daljši. Pri prekomerni rabi ponovno ta raba drugih naprav bolj pogosta in pa spet večji delež tudi moškega spola. In ko smo potem te kritične vrednosti vnašali v naše rezultate, smo ugotavljali pravzaprav, da smo lahko kar dobro napovedali te naše skupine, ki so imele povečane tveganje. Predvsem smo pa ugotavljali, da skupaj vzeto skupine z odvisnostjo in z prekomerno rabo za internet se nahajajo tam nekje pri 20% populacije, pri zasvojenosti od videoiger pa približno 7%. Pri klinični skupini, torej tej, ki so jo obravnavali na društvu Logout, pa so bili rezultati taki, da smo pri zasvojenosti pravzaprav ugotavljali dobro občutljivost in specifičnost, torej ko smo to skupino klinično pomešali med tiste, ki smo jih smatrali za neke običajne uporabnike spleta oziroma igralce videoiger, smo ugotavljali neko dobro občutljivost in specifičnost. Pri prekomerni rabi je bila pa ta občutljivost nekoliko nižja. Zanesljivost inštrumentov je bila dobra, kar pomeni, da razmeroma natančno smo lahko merili tudi te rezultate z vprašalniki. Predvsem pa bi še to izpostavil, da smo lahko med seboj dobro ločili torej te koncepte zasvojenosti z videoigrami od koncepta zasvojenosti od spletom. Korelacije sta bila med obema inštrumentoma za zasvojenost z spletom je bila visoka, kot lahko vidite, in z zasvojenostjo z videoigrami kar opazno nižja. Tako da gre za dva različna konstrukcija, in kot rečeno, že v prejšnjih predavanjih je pomembno ločiti te dve vrsti digitalnih odvisnosti, tudi tega diagnostičnega vidika. In to je tudi en del tega našega končnega rezultata, torej v letošnjem letu ravnokar je šel priročnik za digitalne zasvojenosti, za te tri inštrumente, ki sem jih predstavil, ima vprašanja, ki jih seštejemo, normativne podatke, tako za spola skupaj ločeno, za mladostnike in mlade odrasle ločeno, lahko pa tudi ločeno po spolu. Ta ločitev po spolu je pomembna ravno zaradi te večje prevalence zasvojenosti z videoigrami pri dečkih, tako potem lažje tudi ocenimo, česa je več. Poleg tega smo v tem našem delu poskušali tudi najti neke kritične postavke, torej tista vprašanja, ki še posebej dobro ločijo pripadnike klinične skupine, torej tisti, ki so bili deležni obravnave in preostala populacija. Tudi te smo potem vključili. Opozoril pa bi, da inštrumenti, ki sem jih predstavil, so presejalni inštrumenti. Nikakor ne vodijo do neke dokončne diagnoze ali pa diagnostične kategorije, seveda ta bi bila možna zgolj zasvojenost z videoigrami. Zato seveda je pomembno tudi upoštevati mnoge druge dejavnike, ki bom pa predstavil v nadaljevanju. Tole je ta naš končni produkt, ki je tudi potem zdaj od letos naprej dostopen preko založbe. Izpostavil bi še nekaj. Eno vprašanje je bilo navedeno po enem izmed prejšnjih predav in to je, kaj pa, če ne priznajo? Kako pa s tem? Razlog, kako se s tem soočiti, je pravzaprav vzpostavljanje enega dobrega delovnega odnosa z osebo, ki izpolnjuje vprašalnik. Torej, za tisti, ki delate z otroci, mladostniki, se zavedate, da večina jih ne pride k psihologu ali pa k pedopsihiatru po lastni želji. Nekdo jih je napotil. In zaradi tega je pomembno, da se jih seznani s tem, kako bo tako izpolnjevanje vprašalnikov izgledalo, kdo in kdaj bo dobil neko povratno informacijo, čemu bodo služile, kdo bo imel vpogled v te informacije in kdo bo prejemnik vseh teh povratnih informacij. Predvsem pa pomembno poudariti, da tukaj ni nekih napačnih ali pa pravilnih odgovorov in da je namen tega izpolnjevanja vprašalnika v tem, da tej osebi tudi pomagamo. In izkaže se, da pravzaprav delanje na delovnem odnosu, tudi pristopi, kot so motivacijski intervju, kjer pravzaprav gre za sprejemanje otrokovega ali pa mladostnikovega razmišljanja, za destigmatizacijo
je zelo pomembno tudi z vidika psihološkega ocenjevanja. Veliko bolj verjetno je, da se bodo osebe na diagnostičnih vprašalnikih samo razkrile, če bodo čutile, da bodo rezultati teh vprašalnikov koristile pri njihovi obravnavi in pri ciljih, ki jih sami zasledujejo, da bi morda spremenili svoje vedenje ali pa morda šele razmišljali o tem, da bi lahko to vedenje potem preoblikovali. Poleg rezultatov samih vprašalnikov seveda pa smo tudi danes slišali že veliko o nekih dejavnikih tveganja. Te so tudi z diagnostičnega vidika pomembni. Torej, ko se srečate z nekim klientom, otrokom, mladostnikom, mladim, odraslim, ki se s tem sooča, seveda vprašate po času, ki ga preživi na spletu, kot smo videli, to je prav raziskava, ki je tudi dr. Pontes omenil, se izkaže pravzaprav, da je čas pomemben faktor. Poleg tega so še nekaj drugi stopajoči dejavniki, ne izrečem, recimo opozorim samo na sopojavno psihopatologijo, anksioznost in depresivno sočasno, pogosto kršenje pravil, ta faktor impulzivnosti, ki se, kot smo slišali, je samo eden od dejavnikov, pa vendar lahko pomemben. In pa seveda mislim, da je pomembno, da spregledamo tudi različne družinske dejavnike. Torej, kako uporabljajo digitalne naprave tudi starši, namreč njihova interakcija z digitalnimi napravami ter posledično manjša interakcija z otroci je tudi lahko eden od dejavnikov tveganja za to, da otroci preživijo časa za ekrani. Med zaščitnimi dejavniki ponovno tudi odnos med otroci, mladostniki in starši, bližina njihova je pomemben prospektivni prediktor. Zakaj izpostavim to, da je prospektivni prediktor? Zato, ker je pomembno, ko preučujemo dejavnike tveganja, ali ti res vnaprej napovejo neko vedenje ali pa težave, kar podkrepim njihovo neko večjo etiološko vlogo potencialno. Pri tej raziskavi, ki jo citiram, je zanimivo, da pravzaprav odnos je pomembno napovedoval prisotnost torej simptomov zasvojenosti z videoigrami, ne pa neka postavljena pravila, ko se je kontroliralo za to bližino med otrokom in staršem. Poleg tega se v različnih raziskavah tudi pomembno povezujejo z predstavnik pozitiven protektivni dejavnik, visoko samospoštovanje, dobre medosebne spretnosti, socialne spretnosti, empatija, hvaležnost, stil in strategije spoprijemanja, ponovno odnosi z starši in pa recimo tudi nagnjenost družine k skupni rekreaciji, ena od dejavnikov, ki sem jih zasledil, ko sem preučeval literaturo. In zdaj, kako nam to pomaga načrtovati intervencije? Lahko vidimo, da pravzaprav intervencije zelo veliko na področju obvladovanja digitalne zasvojenosti. Večina je z področja psihosocialnih intervencij. To so recimo največ z področja vedenjsko-kognitivne terapije, pa vendar imamo tudi farmakološke intervencije, večinoma namenjene izboljšanju depresivnosti in pa intervencija strani programske opreme. K temu se bom tudi vrnil še na koncu, tudi pomembna tema, ki je profesor dr. Pontes že izpostavil, je, kako lahko s pomočjo programske opreme pravočasno prepoznamo otroke, mladostnike, odrasle, ki izkazujejo neke značilnosti tveganega vedenja, kot je tudi profesor Griffiths izpostavil, recimo, ko gre za hazardiranje na spletu. Sprašal sem se, a je mogoče s kakšnim od naših vprašanj kaj reči, kakšna terapija bi bila primerna. In moj zaključek po pregledu literature je bil bolj ne kot ja. Namreč različna raziskava uporabljajo zelo različne inštrumente, ko pravzaprav preučujejo učinkovitost terapevtskih intervencij, zato tukaj nekih velikih odkritij žal nisem uspel dobiti. Kar pa sem uspel ugotoviti je pa naslednje, da je smiselno različno obravnavati različne oblike digitalnih zasvojenosti. Da tudi naša statistična raziskava je pokazala, da lahko ločimo eno in drugo, obenem pa istočasno, da se pogosto obe obliki digitalne zasvojenosti, to je zasvojenost z videoigrami in zasvojenost s spletom, med seboj prekrivata. In recimo v nekem večjem evropskem vzorcu, nekaj manj kot 5000 srednješolcev, je 6,7% teh srednješolcev izkazovalo eno in drugo. Druga zaključek iz pregleda literature je, da bi morda tudi spol bil lahko pomemben prediktor, ki bi lahko vplival tako na naše preventivne kot kurativne intervencije. Namreč izkazalo se je, da pri digitalni zasvojenosti od spleta se digitalne vsebine razlikujejo na spol. Pri dekletih so to bolj pogosto socialni mediji, pri fantih spletna pornografija. Podobno pri intervenciji zasvojenosti od videoiger. Tam so ugotavljali, da se pri fantih pojavlja
več težav zaradi motenj spanja, pri dekletih pa so bolj pogoste samomorilne misli. Tako da tukaj spet morda ta diferenciacija po spolu bi lahko bil zanimiv dejavnik, na podlagi katerega se orientirati pri samih intervencijah. Kar sem lahko ugotovil iz samega merjenja prisotnosti simptomov digitalne zasvojenosti je, da je višja raven simptomov povezana prospektivno z manjšim zmanjšanjem simptomov med terapijo. Teh raziskav ni veliko in tukaj mislim, da so potrebne še dodatne metaanalize teh moderatorjev psihoterapije, ampak kar sem lahko zasledil je, da če so osebe imeli višje izražene simptome že na začetku, je potem bila terapija zanje manj učinkovita. Kar pravzaprav ni neko veliko spoznanje, namreč na področju psihopatologije otrok in mladostnikov vemo, da tisti, ki imajo veliko komorbidnih psihopatoloških simptomov, so tudi sicer psihoterapevtsko teže dostopni. Sicer pa nisem odkril nekih učinkov starosti ali pa geografske lokacije, tako da tukaj ni toliko informacij. Kar pa sem ugotovil predvsem za mlade odrasle, je, da z vidika terapevtske obravnave je pomembno povprašati po drugih zasvojenostih. Recimo s psihoaktivnimi snovmi, pitje alkohola. Zanimivo tudi pitje alkohola med igranjem spletnih videoiger. Potem recimo kofeinske pijače. V literaturi sem zasledil v pregledni raziskavi, da kar 64% odraslih igralcev videoiger uporablja kofeinske pijače in tu 41% med samim igranjem. Potem kajenje med igranjem videoiger, tudi pri mladostnikih. Uživanje alkohola med igranjem sem že omenil, kanabis, majhen odstotek, 5%, pa vendar kar 80% mladih odraslih med igranjem. In pa igre na srečo so v drugih tudi raziskavah se pokazale kot tudi eden od oblik zasvojenosti, ki se pogosteje pojavlja pri tej populaciji. In ena od vedenjskih zasvojenosti, ki je bila tudi danes že omenjena, in to je za športno dejavnostjo, zelo majhna raziskava, mislim, da je to raziskava cirka 140 udeležencev, če se prav spomnim, so približno 8 opredelili zasvojeno športno dejavnost in pa kar 4 od teh tudi zasvojenost z internetno oziroma zasvojenost od videoiger. Poleg tega, ko imamo opravka za neko problematično rabo spletov, torej to našo rizično skupino, ki jo presejamo, je pomembno imeti v misli vsaj pri otrocih, mladostnikih tudi nekaj sopojavne psihopatologije. Depresivnost, 2,5-krat bolj pogosta, motnje pozornosti s pridruženo hiperaktivnostjo, motnje avtističnega spektra, motnje spanja, pomembno, ker lahko tudi same potem še dodatno prispevajo k dodatni psihopatologiji. Impulzivnost se je izkazal kot en dejavnik, ki je bil tesno povezan s temi simptomi zasvojenosti digitalne, še posebej pri mladih z motnjami pozornosti. In pa tretji dejavnik, s katerim se pa srečujem pogosto tudi pri mojem delu, aleksitimija. Zdaj, za tiste izmed vas, ki morda ne poznate oziroma kaj to je, gre za eno značilo, za en koncept, ki govori o tem, da lahko ljudje pomanjkljivo procesiramo in se slabše zavedamo lastnega čustvovanja in se lahko kaže v večji pojavnosti funkcionalnih in pa psihosomatskih simptomov. In tudi to značilo so pri skupini mladih zasvojenih z videoigrami opazili pri približno tretjini. In se mi zdi, da bi to morda lahko tudi ena pomembna točka intervencije potem, kadar delate s to skupino. Izpostavil bi še to, da so vzdolžne raziskave, to je longitudinalne raziskave, na tem področju zelo pomembne. Recimo, eno področje je še posebej zanimivo z vidika vzdolžnih raziskav in to je vpliv digitalnih zasvojenosti oziroma zasvojenosti tudi z videoigrami na depresijo. Izkaže se, da obstaja dvosmerni odnos med depresijo in zasvojenostjo videoiger oziroma zasvojenostjo z internetom. Depresivni simptomi se lahko pojavijo tako kot odziv na neko nedoseganje življenjskih ciljev in želja, do katerega pride zaradi stalne preokupacije z digitalno odvisnostjo, kot obratno, kot posledica nekega depresivnega razpoloženja in poskusa emocionalne regulacije le-tega. Avtorji nekateri opozarjajo, da se lahko depresija pri osebah, ki so zasvojene z spletom ali pa z videoigrami, pojavi občutek
da se ne da več nič rešiti. I'm too far gone je izraz v angleščini. In to se tudi ujema z drugo literaturo na področju psihoterapije, ki govori o tem, da osebe, ki imajo življenjski smisel, mnogo bolje tudi okrevajo v sklopu različnih psihoterapevtskih obravnav. Še nekaj, recimo, vzdolžnih raziskav z področja digitalnih zasvojenosti, ki jih navajam tukaj, so mogoče zanimive zato, ker govorijo o tem, da so nekateri prospektivni prediktori zasvojenosti digitalne, lahko težave s čustveno regulacijo, potem ta se mi zdi zanimiv, sovražnost deklet znotraj razreda je povečevala tvega zasvojenost in torej pri dekletih je tak specifičen dejavnik socialnega nesprejemanja, kot bomo kasneje videli, tudi ta socialne veščine so zelo pomemben dejavnik. In pa recimo vzgojno zanemarjanje nasilja v skupnosti. Danes se veliko fokusiramo na te individualne karakteristike, kot je bilo že rečeno danes večkrat, tudi te širše značilnosti skupnosti, v kateri živimo, pomembno vplivajo na ta vedenja. V Sloveniji so pravzaprav razpoložljivi različni inštrumenti tudi za preučevanje teh sopojavnih oblik psihopatologije in tako širokospektralni kot ozkospektralni. Recimo, ne sam izpostavim lestvico socialne anksioznosti za mladostnike, se je socialna anksioznost eden od pomembnih oblik sopojavne psihopatologije pri njih. Zdaj, če se usmerimo potem na spremljanje procesa intervencije, si lahko malo orientiramo pri zasvojenostih o psihoaktivnih snovi. Kaj so pravzaprav neki napovedni dejavniki za uspeh psihoterapevtske obravnave pri njih? Izboljšanje duševnega stanja, zaposlitev ali pa vključenost v izobraževanje, več zaznane podpore strani socialne mreže. In tukaj mislim, da gre za neke podobne procese, vse na podlagi te kvalitativne študije pacientov, ki so bili vključeni v nek ambulantni terapevtski program. Namreč v tej kvalitativni študiji, kjer so z temi pacienti naredili 2,5 intervjuje, so ugotavljali, kje so pravzaprav njihove šibke točke, šibke socialne spretnosti, slabše spretnosti spoprijemanja s sopojavno psihopatologijo, nasploh slabše spoprijemljalno vedenje in slabša regulacija čustev. Torej, to so neka področja, ki jih lahko v sklopu neke psihološke obravnave merimo in sledimo in seveda so lahko tudi neka tarča naših intervencij. Še posebej se bom dotaknil spoprijemljalnega vedenja, ki je bilo tudi vključeno v našo standardizacijsko raziskavo. Zelo zanimive stvari se izkažejo, ko pogledate splošno populacijo in pa bolj klinično populacijo, to je tistih, ki so bili v strokovni obravnavi zaradi zasvojenosti z videoigrami. V splošni populaciji je za tiste, ki izkazujejo višjo raven simptomov, značilno bolj zanikanje, vedenjsko izogibanje in pri tistih, ki imajo depresijo, se povezuje lahko tudi prav tako z zanikanjem, bolj pogosto je ta vez bolj tesna. Nizko samospoštovanje prav tako napoveduje izogibalno vedenje in to izogibalno vedenje potem napoveduje internetno zasvojenost, torej zasvojenost z internetom. Torej tukaj vidimo, da pravzaprav v splošni populaciji so bolj značilni neučinkoviti načini, stili spoprijemanja in ti učinki so majhno do zmerno veliki. Drugače je pa pri tistih v klinični populaciji, torej tistih, ki iščejo pomoč zaradi teh težav, zaradi digitalne zasvojenosti, konkretneje zasvojenosti zaradi videoiger. Pri njih je pa manj pozitivnih strategij spoprijemljalnega vedenja, torej manj na problem osredotočenega spoprijemanja, manjša uporaba podpore strani socialne mreže, manj načrtovanja, manj čustvene opore, manj nekih pozitivnih reinterpretacij njihove situacije ali pa stresnih situacij in pa več disfunkcionalnega spoprijemanja. To so pojavnost zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi, zanikanje, vedenjsko izogibanje. Tukaj so pa učinki večinoma večji. In tudi v naši pravzaprav raziskavi standardizacijski raziskavi smo vključili tako vprašalnik spoprijemljenega vedenja otrok in mladostnikov. Tudi ta je šel v letošnjem letu tudi v Sloveniji, kjer probamo raziskati 10 pozitivnih oziroma 10 učinkovitih in 10 manj učinkovitih strategij spoprijemanja in pa splošne stile spoprijemanja pri različnih mladostnikih. Mi smo to lestvico uporabili, da smo bolje razumeli te naše rizične skupine, ki smo jih zaznali v naši standardizacijski študiji. Kaj smo ugotovili? Pri tistih zasvojenih z internetom smo ugotavljali, da imajo mnogo manj težnje, oziroma da so zmerno veliki učinki, majhni do zmerno veliki. Manj tega, da želijo nekaj doseči s trdim delom, težje sprejmejo, kar so naredili, več samoobtoževanja, več neobvladovanja stresa,
Predvsem tukaj je to bil zmerno velik med večjimi učinki nagnjenosti k zmanjševanju napetosti z različnimi dejavnostmi, več neprimernega vedenja, predvsem pa večja prisotnost neučinkovitega stila spoprijemanja. Zmerno velik učinek, precej dobro se je to ujemalo tudi s to tujo literaturo, ki sem jo že navedel. Neki podobni trendi so bili tudi pri prekomerno rabi, zanje je bilo značilno malo manj tega neučinkovitega stila spoprijemanja, pa vendar tudi nek manjši, a še pomemben učinek. Ko govorimo pri zasvojenosti z videoigrami, je predvsem v splošni populaciji izstopal bolj prisoten neučinkovit stil spoprijemanja. Spred te učinki so bili razmeroma majhni, pri prekomerni rabi tudi bolj pogosto zmanjševanje napetosti, to je bil nek zmerno velik učinek. Torej, te učinki so prisotni, pa vendar ne zdaj značilni prav za vse, gre za neke zmerne učinke. Drugače pri klinični skupini. Tukaj pa smo zasledili prav to, kar je tudi sicer že bilo opisano, in to je mnogo manj učinkovitega stila spoprijemanja. Tako pri tistih obravnavanih zaradi zasvojenosti, kot tistih obravnavanih zaradi prekomerne rabe. Seveda ne, za te, ki so iskali pomoč, tudi več iskanja strokovne pomoči, seveda so bili tudi vključeni v obravnavo, ampak bistveno manj telesne rekreacije, bistveno manj tega nekaj doseči s trdim delom, neka frustracijska toleranca je bila manjša, manj zaznane podpore strani drugih ljudi in manj vzdrževanja tesnih prijateljstev. In v obeh primerih veliki učinki v smislu manj učinkovitih stilov spoprijemanja. In to se mi zdi zelo zanimivo, da lahko prepoznamo, da v teh kliničnih populacijah so ti učinkoviti stili spoprijemanja ena pomembna točka za oblikovanje intervencij. Potrebe pa so velike na področju, še posebej, ko iščemo te inštrumente za spremljanje intervencij. Naj spomnim, da ko izvajamo intervencije, se ne ukvarjamo samo z zmanjšanjem simptomov ali pa krepitvijo recimo nekih varovalnih dejavnikov ali pa zmanjšanjem dejavnikov tveganja ali pa nekih učenj spretnosti. Ne, ukvarjamo se tudi s terapevtskim procesom. In tukaj navajam nekaj vprašalnikov, ki se ukvarjajo s terapevtskim procesom, pa žal zanje neki slovenski standardizaciji nimamo. In upam, da bo v prihodnjih letih, da bomo tudi na tem področju spremljanja terapevtskega procesa naredili tudi korak naprej. Kar pa se obeta v prihodnje, je pa to, kar sta oba moja predhodnika že izpostavila. In to je uporaba objektivnih kazalcev, uporabe digitalnih naprav. Vendar, kaj ugotavljajo pravzaprav avtorji? Da je težko komu čemu verjeti. Izkaže se, kadar ljudje samo poročajo o času uporabe nekih digitalnih naprav, aplikacij in tako naprej, da so korelacije razmeroma nizke. Torej, korelacije so 0,38, tisti, ki se malo spoznali, pa tiste, ki se malo spoznate na statistiko, veste, to ni neka visoko število in glede na avtorjev te metaanalize iz leta 2021 je to daleč pod kriterijem, ker bi to vzelo za neke mere, ki jih lahko med seboj izmenjujemo. Celo tako slabo je, da je samo 3 od 49 raziskav imelo manj kot 5% razliko med samoporočanjem o času uporabe in torej nekim zabeleženim dnevnikom, ki je digitalno bil shranjen med uporabo tega se strani aplikacije. In zdaj se pojavi vprašalnik, komu ćemo verjeti? Čigavi podatki so bolj uporabni in bolj lahko pomagali pri preventivi. Zanimivo sem prebral v literaturi, to me je presenetilo, da so za napovedovanje duševnega zdravja se izkazali vprašalniki kot bolj merodajni od objektivnih kazalcev, torej vprašalniki za navajanje simptomov zasvojenosti in prekomerne rabe. Kar 4-krat više korelacije so bili med vprašalniki škodljive rabe pametnih telefonov ter merami anksioznosti in depresivnosti kot med objektivnimi merami uporabe telefona. Kaj so take neke objektivne mere? Koliko časa za zaslonom preživimo? Kako pogosto vzamemo mobitel v roko? In zanimivo, vendar verjetno slika ni tako enoznačna. Je zelo odvisno od aplikacije in vrste digitalne zasvojenosti. Recimo, kar so ugotavljali pri socialnih medijih je, da zasvojenost z uporabo pametnega telefona se različno da razumeti s pomočjo objektivnih kazalcev glede na vrsto socialnega medija. Te objektivne kazalce so bili bolj koristni za prepoznavanje nekega patološke uporabe pri socialnih medijih, ki temeljijo na slikovnih podobah. Za razliko od socialnih medijev, ki temeljijo na pisanju in besedilu, recimo kot sta Facebook in Messenger.
Tako da tukaj spet se lahko prepoznamo to heterogenost digitalnih zasvojenosti in to, da če bomo želeli uporabiti digitalne neke objektivne kazalce, bo potrebno zelo dobro jih izoblikovati za različne oblike digitalnih zasvojenosti. Kar pa bi izpostavil, kot sem že prej pravzaprav pri uporabi klasičnih psihodiagnostičnih inštrumentov, pa je, da je tudi motivacijski intervju, to je predavanje, ki sledi mojemu, tudi zelo pomembno z vidika samorazkrivanja, kot sem že omenil, in ga je možno tudi izvesti preko spleta. Tudi to je en prihodni trend in v raziskavi, ki so jo tam spodaj navajam, so bili zelo uspešni tudi precej uspešni pri znižanju simptomov in časa na spletu z že 2 videoklicama, v sklopu katerih je bil izveden motivacijski intervju. Vendar pa, pozor, mnogo bolj uspešni so bili v kasnejšo vključitev obravnavo, če je ta klient to osebo poznal. Torej, če je ta oseba potem prišla tudi k tej osebi, ki jo je spoznala preko spleta, oziroma če je tisto osebo, v kateri je šla, že odprej poznala. Tako da ta dejavnik odnosa ostaja pomemben. Nasploh to, kar ste pa lahko videli v predavanju profesor Griffitha, je pa nek splošen trend tudi na področju psihologije, klinične psihologije nasploh, in to je pa izvajanje intervencij v pravem trenutku. Torej, vedno bolj se zavedamo, da je naše čustveno in psihološko doživljanje pravzaprav to je povezano z našim tokom zavesti in da lahko naša občutja nihajo iz dneva od dneva, iz trenutka v trenutek in je zato pomembno najti pravi trenutek, ko nekdo potrebuje intervencijo. Ravno v tistem trenutku, ko želim poseči ponovno po pivu, ko abstiniram, mi zazvoni telefon, se zbudi moja ura na zapestju, bodi pozoren, tvoj cilj je abstinenca do konca tega tedna. Recimo, zelo pogosto raziskovano in potencialno se mi zdi, da bi tudi vedno več klinične aplikacije doživelo, je to pri shizofreniji. In pri shizofreniji, kot veste, so lahko velika težava pojavnost pozitivnih simptomov, halucinacij, in ta lahko, kar ugotavljajo raziskovalci, ki uporabljajo recimo mobilne telefone, da sledijo počutju teh oseb, njihovemu spanju, socialnem funkciji in tako dalje, je, da se pred temi obdobji, ko izbruhne pozitivne simptomatike, pojavijo določene bolj subtilne spremembe v vedenju in počutju. In izziv je, kako te bolj subtilne spremembe uporabiti, da to osebo pravočasno opozorimo, jo morda napotimo v ambulanto ali pa poskrbimo za to, da redno jemlje zdravila, da do takega izbruha pozitivne simptomatike ne pride. In zdaj, kako bi to izgledalo pri digitalni zasvojenosti? Gre za neko zavezanost, za spremljanje nekega nihanja, bodi si zavezanosti k zmanjšani rabi, ali pa neka podpora kratkoročnim ciljem za zmanjšanje raba, pa nek digitalni detoks, torej neko sprotno spremljanje. Kot smo že slišali recimo pri patološkem hazardiranju, ste lahko slišali, kako močni so recimo samo postavljene omejitve glede časa uporabe. Že to dan danes različne spletne platforme, ki omogočajo igranje videoiger, pravzaprav ves čas beležijo ne samo čas uporabe, ampak tudi način igranja, vključevanja in tako dalje. Kot tukaj vidim velik potencial, vendar pa bi izpostavil seveda, da to ne more biti samo na nas, ki smo zaposleni kot strokovnjaki na področju duševnega zdravja in delamo s posameznimi klienti ali pa se poskušamo docirati širšo javnost. To je nekaj, kar se tiče naše širše družbe. Tukaj izpostavljam opozorilo ameriškega tako imenovanega Surgeon Generala o nevarnosti socialnih medijev in on v svojem poročilu, ki je šlo letos maja, tako lepo izpostavi na posameznih poglavjih, kaj lahko kdo naredi, kaj lahko naredijo tehnološka podjetja, kaj lahko raziskovalci naredijo, kaj lahko naredijo tisti deležniki, ki oblikujejo zakonodajo. In če se samo dotaknem psihološkega ocenjevanja, lahko naredijo vsak od njih veliko. Recimo, eno stvar, kar lahko naredijo velika tehnološka podjetja za področje psihološkega ocenjevanja, je, da odprejo svoje podatkovne trezore in dovolijo dostop raziskovalcem iz obče raziskovalne skupnosti, da izoblikujejo bolj napredne načine zaznavanja in interveniranja pri digitalnih zasvojenostih. Raziskovalci seveda imamo tudi še veliko dela na tem področju. Recimo, standardizacija mer in razvoj kriterijev, ki jih je profesor dr. Pontes izpostavil, sta gotovo dve pomembni prizadevanji. In pa seveda
kaj lahko naredijo zakonodajalci. Tukaj bo tudi še veliko potrebno, zagotovo neke zaveze teh velikih tehnoloških področij in pa sem tako pozdravljam te uvodne besede, ki sem jih danes slišal, tudi zavezanost Slovenije kot države, da izdatno v sodelovanju z Evropsko unijo financira raziskave na tem področju. Zelo pomembno. Nekaj teh prizadevanj, kot je bilo že danes rečeno, lahko prepoznamo. Recimo tukaj izpostavljam Facebook, torej podjetje Meta in preprečevanje samomora. Ampak kje se zatakne? V preglednem članku, ki ga spodaj izpostavljam, avtorji takole zaključijo, da sej socialni mediji delajo na tem, pa vendar ena od omejitev je, da pravzaprav ni nekih dobrih kvantitativnih študij, kako uspešna je ta prevencija recimo na Facebooku. Sej lepo, da se prizadeva, ampak še vedno bo potrebno veliko več transparentnosti, da bo to tudi res zaživelo v polni meri. Pa tudi sprašujem se kot nekdo, ki se mogoče tudi občasno posledim literaturne področje umetne inteligence, kako prikrajšani smo majhni narodi, katerih jezik je manj zastopan na spletu in je manjši del teh velikih množic podatkov, ki se uporabljajo za učenje velikih jezikovnih modelov, ki so podlaga za take, recimo, intervencije. Na tej točki bi se vam zahvalil za vašo pozornost in mojemu delodajalcu, pa tudi vsem kolegicam, kolegom, še posebej Petri Belina iz društva Logout, oddelku seveda za to možnost raziskovanja na področju psihološke diagnostike, še posebej Dušici Boban z Centra za psihodiagnostična sredstva, ki je seveda gonilna sila za vsemi temi standardizacijami, pa seveda tudi današnjim organizatorjem za vabilo. Najlepša hvala.